kaj ima 25 let, se pretvarja, da ga ful zanimajo stari ljudje, serije povsod, ne samo plenice. Njegov cilj pa je enkrat biti glavni. Ne, to ni mormon pred vašimi vrati, čeprav ste blizu. Rima se na Jezus. A ve kdo? Ja, tako je, Desus. Verjeli ali ne, stranka penzionistov letos praznuje 25 let, njen predsednik, Kevlar Karl, pa je za razliko od ostalih politikov ubral noto sodelovanja in pohvalil vladajočo koalicijo in svoje sodelavce. Ampak nenavadno je, da dveletni otrok vodi državo, še bolj nenavadno pa je, da neka stranka, kjer država obstaja 25 let, se hvali, da ima več kot 100-letno tradicijo. Pod besedo pohvalu v smislu se delal norca iz SMC in SD. Smerar je dvoletni otrok, socialni demokrati pa se delajo, da so bolj stari kot so, kar bi moral šef upokojencev popolnoma obvladati. Babice znajo najbolj z dojenčki, pa z najstniki, ki se v trgovini pretvarjajo, da so stari 18, ko kupujejo alkohol. Zdaj to, da se Erjavec naenkrat lotil svojih kolegov v vladi, pomeni samo eno. Predčasne volitve. Kar je slabo za državo, ker smo v zadnjih 4 letih zamenjali 3 vlade. Zdaj za Erjavca to ni seveda nič tragičnega, ki je zmeri tak v koaliciji. Edini, ki profitiramo od predčasnih volitev, smo mi. Politiki pred volitvami največ bedari naredijo. Mene moti sam nekaj, ne, Karlo. Smerar je se kritiziral v zaprtih sobah, kjer sta sem še novinar, pa Ljudmila Novak, pa enka snema. Zakaj si se nanj spravil tako javno? Bodimo iskreni, tudi ti nisi brez greha. Koliko let že trobiš, da boš zrihtal dobre penzije, pa so še zmer slabe? Poglejte, tudi država ni v najboljšem stanju. Če bi bila država uspešna, če bi imeli uspešno gospodarstvo, sem prepričan, da bi imeli boljše plače, ne samo v gospodarstvu, tudi v javnem sektorju in tudi boljše pokojnine. Aha. Se prav tebe sploh ne rabimo, ali kaj hočeš povedati? Pokojnine bojo boljše, ko bo gospodarska klima boljša, kaj? To pomeni, da si indijanski vrač. Pleše, ko utrgan, se slučajno začne dež. To sem pa jaz zrihtal. Če pa dežja ni kaj, reče, pač suša je, lej. Erjavec, nazaj k strankam. Lej, če so vse stranke tako bedne, kje je pa pol tista prava? Jaz mislim, da kar se teh letnic tiče, je edino stranka Desus objektivna. Mi smo nastali z nastankom države, takrat smo si nadeli ime Desus in še danes smo Desus. Mi nismo nobeni kameleoni. A sem jaz to prav slišal? Karl Viktor Erjavec je rekel, da ni kameleon. Gospod Erjavec, ki je v svoji karieri zamenil 4 stranke, ni kameleon. To je skoraj to, ko je Vlado Kreslin zamenil bendov. Karl, posluš, če kameleoni ne bi obstajali, bi se jih mogli zmisliti, da bi te lahko primerjali s nečim. Ne samo Kevlar Karl, ti si kameleon, Karl. In Erjavec kljub temu jamra. Kaj pomeni demokracija in seveda, če ni zraven, če nisi pri odločanju, če nisi pri centrih moči, potem seveda ne moš kaj bistveno odločati o svoji usodi. Dajmo še enkrat ponoviti. 12 let si že minister nečesa. 12 let si že ob centru moči. Ne mi jamrati, zdaj ne moš nič narediti. Tisto prase v koritu, ko se ga nažre, pa gre pa ovcam razlagati, kaj je hudo, kaj ti ne dajo jesti. Razen, če si Erjavec pod center moči predstavlja premierski stolček. Kaj če Erjavec hoče postati naš naslednji predsednik vlade? Pa zato šimfati Smerarja. Naslednje volitve bomo še boljši, še močnejši. 600 000 upokojencev je. Dajte voliti stranko Desus in zmagali bomo na volitvah. Dajte mi 46 glasov v parlamentu in bomo dvignili pokojnine. Zdaj mi je pa jasno, Karl ima dosti tega, da mora biti vedno sam minister. On bi rad bil premier. Kakšne provizije se tam pobira? Dajte mi vse glasove, 600 000 vaš se je, boga mi. Zakaj še nisem premier? Upokojenci, vi tega niste vedeli, ampak to, kar je Erjavec do zdaj počel za vas, to je bilo samo za hec. Sem malo zabal, dokler ne bo premier, ne v nič. Če hočete, da bojo pokojnine dejansko više, morate zvoliti za predsednika vlade. Čemu še kaj verjamete, seveda?
Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.